Tour 202. Lepo pozdravljeni, Jonas Vingegaard je v udobnem položaju po prvem tednu Gira, v katerem se je utrdil v vlogi izrazitega favorita. Danes tudi o Evropskem prvenstvu, ki ga bo jeseni gostila Slovenija. Trasa bo kolesarje iz Ljubljane peljala mimo Škofje Loke, Kranja, Domžal in Kamnika do Šenčurja, kjer bo zaključni krog tudi z vzponom na Možjanco. Naš gost pa je eden najboljših slovenskih kolesarjev, nekdo, ki letos končuje svojo športno pot in nekdo, ki je imel precej smole s poškodbo v tej sezoni, to je Luka Mezgec. Lepo pozdravljeni, veseli kot vselej, da ste z nami v Valovskem kolesarskem podcastu. Ja, živo, lep pozdrav, tudi hvala za to lepo vabilo in da se enkrat v živo vidimo. Je, za spremembo ponovadi vedno nadaljavo. Smo veseli, da je profesor z nami na Touru 202, kot vselej pa tudi Igor Tominec. Živijo, Igor. Živjo, tudi jaz vesel, da smo enkrat skupaj za istim omizjem in da bo tudi ta neposredni kontakt bo lažje razvijati misli. Ja, bomo videli, kako bo drugače, boste seveda poslušalci sami lahko ocenili pri sebi, kako je drugače, ko delamo nadaljavo ali pa ko vsi sedimo skupaj za mizo. Moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Luka, kako je s poškodbo, kako je predvsem s pljuči, torej nalomljena rebla po padcu na Schelde Price. Kako ste? Zdaj sem že bolj, kot sem bil 5 tednov nazaj. V bistvu sem imel kar malo smole s tole mojo poškodbo, 3 zlomljena rebra, ne sam nalomljena. V Belgiji so sicer rekli, da je manjši pneumatoraks, za kar se je izkazalo po 14 dneh, da je v bistvu hemotoraks, to pomeni, da sem imel kri in pa vodo v pljučih. In prav teh 14 dni je v bistvu vse zavlekel, ker še danes nimam čist popolne pljučne kapacitete. Približno 1 liter mi manjka po zadnjih testih in pravijo zdravniki, da bo to prišlo samo od sebe oziroma s treningom nazaj, tako da upam in delam na tem, da bom čim hitreje nazaj na 100%. A če bi bila prava diagnoza že od začetka, bi bilo lahko zdravljenje bolj učinkovito? Ja, sigurno ne bi izgubil teh 14 dni, ker sem živel praktično v vodi. Jaz sem, po nekih 10 dneh po padcu nisem mogel več niti uležati se, sem bil lahko sam vodoravno oziroma navpično in tudi spal sem nekako s podloženimi polštri, levo, desno, vsede. Kakor sem se mal nazaj nagnil, da je bil naklon, se takrat nisem vedel, ampak ta voda in kri v pljučih mi je takrat zalil vse, s čimer diham. In je bil občutek, da bi dal gazo na usta in sem se dušil. Tako da po 14 dneh po padcu sem se odločil, da mogoče je potreben specialističen pregled. Na srečo sem poklical prijatelja, doktor primarija Matjaža Torela. On me je takoj vzel pod drobnogled in smo nekako zadevo rešili kar se da hitro. 3 litre vode s krvjo smo izčrpali z pljuč in potem se je začela v bistvu rehabilitacija. Oziroma naslednji dan je sledila še operacija, kjer so vzeli ven te zgoščeno kri, ki ni šla po cevki in sem bil v bistvu kad dan pa noč. Prej, če sem nekako bil toliko zadihan in počasen po stopniščih, sem bil po parih dneh veliko boljši in tudi počutil sem se veliko lažje. Lahko sem se spet ulegel in se mi zdi, da takrat naprej se šele začela ta prava regeneracija in rehabilitacija. Ko črpajo ponavadi vodo, kri iz različnih delov telesa, ponavadi to delajo brez anestezije, to velja tudi pri pljučih? Tudi, ja. In jaz si nisem niti predstavljal, so dali pač malo lokalnega anestetika, potem pa sam zarezal pa cevkico, bi rekel, centimeter pa pol noter med rebra. In v 5 minutah, ki je približno 2 litra ven stekel, preden so zaprli, da ni prevelik šok za pljuča, je bilo že ki bi te bilo res močno lulat, pa greš pa lulat, olajšanje. Wow, super. In tudi takoj se je nekako povrnil tudi ta občutek, da ste spet... Takoj sem spet lažje zadihal. Prej, nekako sem imel 3 kile v pljučih v zgornjem delu telesa, kar se že pozna nek. In sem bil takoj občutek lahkotnosti in bolj sem bil agilen, mobilen in tako naprej.
Tako da ja, to je bilo res 14 dni nekih muk. Ja, Všeč so mi te medicinski podcasti. ja. Sem pa slišal, da ste se pa tam na kliničnem tudi srečala z našo običajno voditeljico podcasta Mojco Brezko. Ja, v bistvu ta obisk v klinični center je bil poln prigod. Jaz sem bil v bistvu glih malo po operaciji, na tisto ta prav operacijo naslednji dan po drenaži je pa bila z uspavanjem. Ja. In ko sem se zbujal, pa tu nasprot mene posla ena punca, tako mi je bila res nekam znana. Sam nisem vedel, kam bi jo dal, kje, v UKC-ju, nisem niti od športa pomislil. Ne. In pol začnem brskati po spominu in pol se spomnim na Tour de France v Mediaconi. Ja, pri avtobusih. Ja, čist kontra z okoljem, kjer jo tam srečam. In pol tudi vidim, da ona malo pogledala, tudi ona ni točen vedela, zakva bil jaz zdaj tam, padal sem že 14 dni nazaj. Ampak ja, pa sva, in smo spregovorili. Ne. Super. Nista pa snemala, lahko bi posnela podcast, oba sta imela ogromno časa. UKC 202. So bila oba bolj v depresiji. Še druga prigoda je pa še enega sem srečal, ne? Še Roberta Kranca. Ja. Ki pa imel tisto sem pa tudi šel v bistvu k njemu na obisk, on je bil 4. štuk, jaz 3. sva si dopisvala, jaz sem preživel not nekih 4 dni in sva bila glih na pogledu, kjer helikopter prihaja in odhaja. In sva imela v bistvu zapisnik helikopterskih odhodov čez. Okay. Sej moram reči, da sem tudi kdaj že to spremljal na UKC-ju, ker sem tudi že bil na stropju. In je lepo, ne, ko gledaš helikopterje, kako pristaja, pa pomisliš, zakaj pristaja, pa ni več tako lepo. Videl pa sem, da ste z reševalnim vozilom iz Belgije prišli v Slovenijo. Mislim, sem bil presenečen, da reševalna vozila grejo na take 12-14 urne vožnje. Ne? Ja, to je pa tako, ne. Kot diagnoza, da sem imel pneumotoraks, takrat odsvetujejo vsaj 2 meseca, da ne greš na avion zaradi pritiska. Saj se to spomnim pa iz Jonasove zgodbe iz Baskije, ker je on tudi, mislim, da je bilo takrat posebno letalo, ki ni sploh šlo nizko, na 2000 metrov ali nekaj takega. In ja, takrat sem jaz padel, načeloma je bil cilj še zmeraj, da štartam na Giru, ker nismo vedeli, ne, zdaj, če bi bilo dosti manj kompliciran, kot je bilo, lahko da bi bil don že lahko na Giru, sicer majčkan tvegano, glede na to, da kost ne bi bila čisto zaraščena. Ampak ja, takrat sem ves plan spremenil in sem rekel, čim prej moram priti do Slovenije, tam imam najboljšega fizioterapeuta na svetu in to je bil cilj, zato smo tako hitro tudi s pomočjo kluba najdeli neko pot, ki je bila pač po zemlji. In ja, edina opcija je bilo to reševalno vozilo. In ta pot je bila pa res dolga in neudobna. Predvsem, 3 rebra zadaj sem imel zlomljena in sem mislil, da je reševalno vozilo bolj mehko, da ima zračno zmetenje, pa očitno, da ga nima. Ja, res. En medklic, kako pa sploh imate kolesarji urejeno zdravstveno zavarovanje, glede na to, da vas ima večina prebivališče v tujini? Poleg tega pa tudi vemo, da prek svojih kolesarskih agentov imate še drugače vse organizirano. Tudi, kadar se zgodijo neljubi dogodki, transfer z dirk in tako naprej. To ima v bistvu vse ekipa čez. Imamo ful dobre zavarovalne pogodbe, kjer veljajo po celem svetu, ker pač glede na to, da smo neki življenjski nomadi, živimo iz kovčkov, je težko, ne, da si nek stacioniran in prav zaradi tega klub v bistvu ima in veze in tudi, če nima vez, pač plačajo in si hiter, ne. Mislim, tudi če imaš veze, moraš plačati, ampak gre vseeno malo hitrej. In predvsem te prevozi, tudi se pravi 2019, ko sem zlomil stegnenico oziroma medenico, so rekli, da moram biti 3 mesece vodoravno tam v Španiji, smo mi takoj najdeli, da pač to ne bo šlo tako, da rabimo fizioterapeuta in takrat so me pa tudi z medicinskim avionom prepeljali do fizioterapeuta, tako da je to res dobro pošlihtan. Kaj je zamikalo zdaj vmes, ker se je ta sezona zadnja razpleta drugače od pričakovanj? Kaj je zamikalo, da bi pa morda vendarle pa še podaljšalo za 1 leto? V bistvu ne, takole, ko me kdo kdaj vpraša, res malo bo
svežine, kar se tiče oglav. Zdaj 2 meseca ali pa celo 3 v končni fazi našel na dirke, manj stresa in manj potovanj. Ampak vseeno, 14 let profesionalizma je bilo več kot dovolj, še prej 3 leta v kontinentalni ekipi in pa še prej 4 leta pa pol na gorskem kolesu, tako da preko 2 desetletij na tekmovanjih moraš zdrav nehati. Je dovolj, ne? Ja. Je dovolj. Ena zadnjih preizkušenj, morda bo zadnja, pa Evropsko prvenstvo, ki prihaja na koncu sezone, 1. teden oktobra ga bo gostila Slovenija, start v Ljubljani, torej glavnih preizkušenj v cestnem kolesarstvu, torej v elitnih konkurencah, cilji pa vseh preizkušenj v Šenčurju. Videli smo, kakšna je trasa. A so se z vami posvetovali glede trase slučajno? Glede na to, da ste pa res iz teh krajev, kjer bo, ne, torej ta nižja Gorenjska. Ja, sigurno smo imeli par klicev in ideje so bile dobrodošle. Tudi sam sem si, mislim, da sem bil na en izmed enotedenskih dirk, vzel en večer čas in sem odprl zemljevide, malo risov trase, ampak kar nisem vedel jaz za vsa ta pravila evropskih prvenstev nasploh, koliko mora biti oddaljen, ne vem, štart od cilja, koliko je lahko lokalen krog dolg, da ne sme biti predolg in vse te stvari. Pol vidiš, da si zelo omejen pri organizaciji letega, predvsem, če še daš v obzir, da ne boš glavnih cest zapiral in tako, da bo čim manj efekta tudi na lokalno prebivalstvo, je na koncu sem rekel, da kar vi postavite, jaz se nam s tem ukvarjal, ker karkoli sem krog potegnil, je bil daljši kot 20 km oziroma 22, kolikor je po pravilih. In na koncu, ja, ko so danes traso objavili, sem bil res pozitivno presenečen. Vemo, da so bile že par tednov prej neke govorice za Možjancev, ne? In sem rekel, ja, sej v bistvu res dosti blizu Pogačarjevega doma in to bo vse super. In danes, ko so pa dali čisto samo traso ven, tudi kako bomo iz Ljubljane prišli na lokalen krog v Šenčur, je pa zame osebno res neka taka idealna izpeljanka, ker ja, od začetka kolesarstva, sem bil še pač 2003, se pravi 15 let, 16 let star mulček, sem z gorskim kolesom po teh cestah se vozil in vse in Kamnik, Škofja Loko, Kranj, Ljubljana je ta, bi rekel, kvadrant, idealen zaključek moje kariere, kar se tiče trase. A bo ta dirka povsem zadnja? Dirka cestna Evropskega prvenstva? Ja, tak je plan. Mislim, to bo neka fenomenalna simbolika, ker bo trasa obiskala vse vaše kraje. Začela se bo v Ljubljani, kjer ste preživeli veliko časa. Šla bo skozi Škofjo Loko, kjer ste zdaj nekako poslovno vpleteni, pa čez Kranj, kjer ste rojeni, pa čez Kamnik, kjer ste dolgo živeli, kot da bi nekako naredili spominsko zaključno dirko za Luko Mezgeca. Pa vsi govorijo samo o Pogačarju pred Evropskim prvenstvom. Ja, prav res, ker ta trasa vam prišla, mi prav rekel, vse te neke kraje, kjer sem bil v preteklosti vezan, bo lepo pokril. Štartamo v Ljubljani, najlepše mesto na svetu, če se tako izrazim. Gremo proti Škofje Loki, kjer sem poslovno vpleten s hotelom Lonca, in pa gremo še vmes v Kamenk, kjer sem tudi živel kar nekaj let, in pa Kranj, kjer sem bil rojen. Tako da na koncu pa končamo v bistvu v Šenčurju, kjer sem pa tudi po moje zmagal eno izmed prvih cestnih dirk v moji karieri, se pravi kriterij šenčurski je bil vedno tam in mislim, da je bil 2011, ko sem ga zmagal, tako da to je bila ena izmed prvih dirk na cestnem kolesarstvu. Zanima me pa, v katerem od teh krajev imate največ kolegov oziroma kje bo najbolj pestro ob trasi, ko se boste peljali mimo? Kje bo največ plakatov, gremo, Luka? Ja, dobro vprašanje. Mislim, da jo kar vsi te prijatelji, če le ne od dežja, se zbrali nek na Klancu, na Možjanci in da jih bo največ tam. Siguran bodo pa čez vsak kraj kurja polt in spomini nekako, ko se ta zgodba, ta del aktivnega življenja zaključuje. Igor, ni pa to edini del trase, ki gre mimo domov slovenskih reprezentantov, ne?
Ja, seveda gre mimo hiše Tadeja Pogačarja, to je bil zagotovo cilj slovenskih organizatorjev. Danes sem pa izvedel, da gre tudi mimo stanovanja predsednika zveze Andraža Vehovarja, našega kajakaškega kolesarja. Tako da, ja, bo kar veliko. Cilj si pa predstavljam, da tudi zelo blizu hiše, kjer so tudi en podcast že snemala, mislim, da zdaj že lahko rečem leti, ne pa meseci, blizu Mateja Mohoriča. Ne? Ja, pa tudi Hauptmannovo stanovanje ni daleč od trase, ker gre tudi tam blizu Mengša. Pa koga smo še pozabili? Zagotovo, da Gotovo še koga, res. Danes je bil tu v Ljubljani tudi predsednik Evropske kolesarske zveze, to je Enrico Dalla Casa. Prisluhnimo mu. Europe is very important in cycling. Europe is 85% of cycling in the world. It will be 1 week after the World Championships. And the fact that we decided to start with the road race 7 days after Canada, Montreal, will give enough time for the riders to rest, and so therefore here we will have the best riders in the world. Of course, they are from Europe, but they will be here present. And the first part of the race will be flat, as you discovered this morning, but then there is the 2 kilometers climb, which will be very selective because 10% of average climbing the climbing session will be really demanding, and I'm really curious about how many spectators we will be. I'm pretty sure that we will need to actually limit the number of spectators because it will be a fantastic event in terms of number of spectators and the show that the riders will show in the climb section. So looking forward to this event, of course. In terms of spectacle, it will be great. Predsednik Evropske kolesarske zveze Enrico Dalla Casa je povedal, da Evropa predstavlja 85% svetovnega kolesarstva. Program je sestavljen tako, da bo cestna dirka Evropskega prvenstva natanko teden dni po dirki svetovnega prvenstva. To bo omogočilo, da se kolesarji spočijo in da najboljši pridejo tudi na evropsko tekmovanje. Prvi del trase bo raven, potem pa pride 5krat na vrsto 2-kilometrski klanec, ki bo po mnenju Dalla Case zelo selektiven, bo pa na njem tudi ogromno gledalcev, zato tudi on komaj čaka na to prvenstvo. Nekaj o Možjanci so že rekli, me pa zanima, ravno ko smo slišali te besede predsednika, nekoč, ko sem bil jaz majhen, Evropsko prvenstvo v kolesarstvu ni imelo neko veljavo. To je bilo tekmovanje, ki je bilo morda na 2., 3., da ne rečem 4. ravni, ampak v zadnjih letih se je pa to spremenilo. Zakaj? Kako to? Ja, tudi jaz se spomnim, sem začel, v bistvu noben ni nikoli govoril o Evropskega prvenstva, tudi noben ni imel majice Evropskega prvaka. In mislim, da se je to začelo 2017, 2018, ko je Sagan, se spomnim, bil prvi večji ime, ki je zmagal. In od takrat naprej, ja, če Sagan gre na tako dirko, kot takrat svetovna zvezda kolesarstva, je sigurno dosti pomembna, da gremo še mi. In sem bil kar na parih evropskih prvenstvih, med drugimi Matteo Trentin je bil evropski prvak, ki je bil moj sotekmovalec in je imelo res veljavo, ker takrat je pol tudi kolesar cel let vozil majico evropskega prvaka, kot jo vemo nosi svetovni prvak. In ja, posod si prepoznavan in mislim, da ima iz leta v leto večjo težo. Tudi kolesarji sami, kakšni, ki vejo, svetovno prvenstvo je malo prehuda, se lahko bolj za cilj dajo Evropsko prvenstvo. Prav naval gledalcev bo tudi velik izziv za domače organizatorje, glede na priljubljenost kolesarstva zdaj v Sloveniji in v zvezi s tem spektaklom, da bo res ostal spektakl in da ne bo prišlo do kakšnega zapleta, smo povprašali predsednika Slovenske kolesarske zveze, to je Andraž Vehovar. Ja, varnost je prav gotovo ena izmed ključnih stvari, predvsem zato, ker je kolesarstvo pač šport, kjer navijači pridejo najbližje tekmovalcu. Tako da, ja, vseh stvari se kljub temu ne bo dalo predvideti. Zato bo šel v vseh teh mesecih predvsem tudi apel do vseh gledalcev, da so tudi oni del tekme. Ne samo tekmovalci, organizatorji, ampak da so tudi gledalci ob cesti in praktično na klancu zraven tekmovalca, imajo tudi oni svojo odgovornost, da ne posegajo v tekmo, ker se je v preteklosti to že dogajalo. Tako da, ja,
temu bomo posvetili precejšno pozornost, pa kot sem rekel, logistika in pa za nas na zvezi tudi kako finančno speljati celoten projekt. Slišali smo zdaj Andraža Vehovarja, Luka. Zanima me tudi v primerjavi z začetkom svoje kariere, se vam zdi, da so gledalci zdaj bolj obzirni, da bolj razumejo, kakšna je njihova vloga ob trasi, ali je slabše, kot je bilo nekoč? Niti ne. Ne moram reči, da je slabše, se mi zdi, da je nekako isto in je čisto odvisen od lokacije, kjer si, od passion, kako se reče? Strasti, ja, ki jo ima pač določena skupina navijačev in tako naprej. Velikrat je mogoče tudi malo alkohola v igri, ne? Vemo, tudi po 2 dni nas čakajo na določenih hribih, predvsem na 3 tedenskih dirkah. In ja. Si predstavljam, da tudi ne pomaga, da ima vsak zdaj mobitel, seveda mobitel, ampak fotoaparat v žepu in je teh priložnosti sploh slikati in vzeti najboljšo možno fotografijo. Predvsem tudi to, ja, vemo, kakšen je danes Insta življenje. Ljudje hočejo najboljši posnetek, hočejo sledilce in tako naprej in doskrat druge ogrožajo s tem svojim početjem, ne, zato da bodo oni imeli tisti posnetek. Prej smo že slišali, svetovno prvenstvo je torej le teden pred evropskim prvenstvom. Za nalašč je spored tako narejen in tudi o tem je govoril selektor slovenske reprezentance Uroš Murn. Trasa, kakor ste videli, je pisana nam na kožo. Mislim, da je prav, da smo zbrali tako traso, kajti vemo, kakšne kolesarje imamo, s Tadejem na čelu. Pač seveda, nismo neke šprinterske etape, trase hoteli zbrati. Vemo, kaj je naš cilj in zato je tudi izbira trase temu primerna. Trasa Evropskega prvenstva s tem 2-kilometrskim klancem spominja mogoče na eno najtežjih spomladanskih klasik. Kako bi jo vi primerjali s tem, kar mogoče kolesarski poznavalci že poznajo? Klanec je res dolg samo 2 kilometra, vendar je povprečni naklon 10%. Posebnost je pa tukaj to še, da je pol, mislim, cirka 5 km po vrhu, se ne spusti takoj, prevesi v dolino, kar zna biti še bolj zahtevno kot sam klanec. Slovenski kolesarji ta vzpon na Možjanco, pa tudi potem spust po Štefani gori vsi poznajo do potankosti. Ja, to bo takšna enodnevna klasika, na kateri bo konec koncev tudi poznavanje spusta izjemno pomembno. Ja, sigurno. Naši fantje poznajo tukaj vsak meter te ceste, tako da v bistvu to je samo prednost za nas. Ali so vsi fantje rekli, da hočejo biti del tega spektakla na domačih cestah? Konec koncev za Luko Mezgeca bo to zadnja dirka v karieri. Na vsak način bo to nek veličasten dogodek za slovensko kolesarstvo v vseh pogledih. Ja, sigurno. Tudi v bistvu sama ideja, da se gre v organizacijo Evropskega prvenstva, je kot nek poklon tej generaciji, ki je res naredila ta preskok v slovenskem kolesarstvu, postavila Slovenijo na oblo sveta. Sigurno, mes v ekipi imamo 8, vemo, da fantov imamo zdaj čedalje več vsako leto v Pro Touru najvišjem nivoju, plus še ostali, tako da za izbor reprezentancev bo kar nekaj usklajevanja. So pa vsi izrazili pripravljenost ali slučajno komu kaj striže z drugimi načrti? Ja, jaz mislim, da tak enkratni dogodek vsak želi odpeljati, tako da ja, bomo uskladili s fanti, bomo videli, kako bo. Predtem bo svetovno prvenstvo v Kanadi, tudi tam slovenska reprezentanca v vlogi enega glavnih favoritov. Veliko bo nalog in je prav sreča, da imate veliko fantov v svetovni seriji, pa tudi vemo, da iz minulih let so mnogi z nižjih ravni tekmovanj tudi uspešno dopolnili te naloge, ki jih mora reprezentanca opraviti. Koliko bo težav z logistiko, s kratkim potovanjem iz Kanade nazaj v Slovenijo in koliko boste morali glede na trase prilagoditi reprezentanco za eno in za drugo veliko tekmovanje?
Ja, mislim, da jedro na svetovnem in evropskem prvenstvu, jedro reprezentance bo kar enako. Uskladiti bomo mogli še individualne programe, kajti vemo, da pred svetovnim prvenstvom se tik pred zdajci konča dirka po Španiji, kjer eni fantje nastopajo. Tako da na podlagi tega bomo pol tudi sestavili ekipo za eno in drugo dirko, ampak do tam je pa še kar nekaj dirk, tako da nekih recimo čist detaljnih pogovorov še nismo imeli, kajti ponavadi začnemo s fanti pogovarjati po Tour de Franceu za svetovno prvenstvo v evropsko. Luka, torej za slovensko reprezentanco pomembno uskladiti letos dve tekmovanji, ki sta si po pomembnosti še bliže kot sicer, ker evropsko prvenstvo je v Sloveniji. Za katere reprezentante se vam zdi, da je bolj jim pisana na kožo Kanada, torej v Montrealu, v Quebecu bo svetovno prvenstvo, in za katere torej ta gorenjsko-ljubljanski krog? Glede na to, da se bosta obe prvenstvi nekako odločali na klancu, je tip kolesarja bolj kot ne zelo podoben. Je pa res, da bo evropsko prvenstvo veliko bolj eksplozivno, dosti krajše, se pravi ta race of attrition, mi rečemo, na izčrpavanje. Na izčrpavanje bo šlo, ja. In svetovno prvenstvo gre vedno na izčrpavanje. Zmaga tisti, ki je najbolj učinkovit kolesar, ki je najbolj pripravljen, medtem ko evropsko prvenstvo okrog 200 km, samo 5x2 kilometrski klanc, višinco mislim, da je 1500 ali pa kaj tasga. In bo v bistvu tisti kolesar, ki je zelo dober na visoki intenzivnosti kratkega klanca. Se pravi, malo podoben Amstlu, kaj tasga. Ja. Amstlu. Sem mislil Možjanco primerjati z Laredutom na Liežu. Ja, ampak Laredut tam na Liežu naredijo čez 4000 višincov in je spet izčrpavanje. Na koncu imajo vsi že prazne noge, ko tedaj začne dirkati. Medtem, ko kle bodo noge polhne, tudi kakšen Matthew Van Der Poel bi znal biti zelo dober, če se bo odločil nekako postaviti cilj, ker vemo, da svetovno prvenstvo je pretežko zanj. Mogoče pa pride z ciljem na evropsko prvenstvo. Vemo, Možjanca bo približen 5 minut pa pol dolg klanc in ki je dober v 5 minutah, bo tudi na vrh blizu prvih. To bi bilo pa spektakularno, Res. Da se udarita takole. Ker v Kanadi se potem očitno, potem kar ste rekli, ne boste. Manj verjetno. Tudi Van Aert, vemo, kako dober gre lahko čez klance in zanimivo bo tudi iz tega vidika, da se bodo različni tipi kolesarjev lahko udarili na temu prvenstvu, da ne bo čisto samo za hribolazce. Mogoče bo pa evropsko prvenstvo letos boljša dirka kot svetovno. Morda. Vemo, kakšne so bile svetovna prvenstva zadnja leta, ki se tudi odloči na teh res hudih dirkah, da gre sam, si lahko zadnjih 80 km nekako gledaš eno dirko brez neke dinamike. Medtem, ko je evropsko prvenstvo, jaz sem še danes prepričan, da se bo odločalo zadnji krog, zadnjič na klanc in pa mogoče pol tudi po vrhu Možjance. Pariz-Roubaix letos, nekajkrat smo slišali, ko ste ravno Wouter van Aerta omenili, da so bili mnogi v kolesarski javnosti veseli, da je on zmagal. Kaj pa znotraj kolesarskih krogov? Tudi so mu, si predstavljam, mnogi privoščili zaradi težav, ki jih je imel v zadnjih letih, ampak kaj je bilo tako tudi v karavani? Zagotovo. Tudi Van Aert je zelo pozitivna oseba v sami karavani, zelo prijazen, vedno komunikativen in glede na to, kakšne poškodbe je imel v zadnjem času, mu je vsak prvoščil tisto zmago. Zadnja je bila na Elizejskih poljanah in potem Pariz-Roubaix. Mislim, da so to kar lepe statistike. So, res. Na evropskem prvenstvu bo veliko dirk v mnogih konkurencah in iz slovenskega zornega kota zelo zanimivo tudi na ženski preizkušnji v elitni konkurenci. Prisluhnimo selektorici slovenske reprezentance, to je Mija Radotič.
Pa zaenkrat to sve skupa djeluje super, moraju cure malo probati, ja budem isto još išla na ogled pa bomo onda malo još pametniji kako napraviti dobru taktiku da napravimo još bolji rezultat, ali mislim da cure da su spremne, da su se već načeloma u glavi pripremile kako bude izgledalo prvenstvo, da bude bilo takvih, imali smo mi već informaciju da bi moglo biti to brdo i samo čekamo kraj sezone, ali prvo imamo korak po korak da sezona do onda bude isto dobra. Kaj pa kronometer, enaka trasa kot zaključek cestne dirke, vam je to ustreza, vam je všeč, da morda grejo dvakrat, da drugič že poznajo ta uspon? Pa da, to je uvijek zanimljivo zapravo, da si jako upoznati sa stazom je za kronometar posebno bitno, tako da svaki zapravo krug koji budu napravili na samoj utrci bude još jedan plus poslije za kronometar. Vem, da je prvenstvo še daleč, pa vendarle s kakšnimi cilji, željami si želite na prvenstvo, ne samo v članski, tudi v mlajših kategorijah? Pa ja uvijek probam curama govoriti da moraju sanjati visoko, tako da želje postaviti ciljeve visoko, uvijek idemo na to, a onda na kraju poslije gledamo realno kak je prošla utrka. Kako ste za zdaj zadovoljni z nastopi slovenskih kolesark, tako v mladinskih konkurencah kot recimo Urška Žigart, odlična na Vuelti? Mislim da za Uršku ne treba niko niš posebno reći da je stvarno još jedanput pomakla granicu ove godine, da to samo moramo baš sam se nasmijati, biti veseli, da je to tak lepa jedna priča, da se samo veselimo isto kraju sezone, da dođe ona isto na domaće ceste i da pokaže sve kaj ima u sebi. A ostale cure imaju veliki uzor u njoj i mislim da imaju otvoreni put i da je sad na njima, Kolesarska zveza im pruža maksimalnu podršku, a na njima je da onda još dostignu Uršku. Za konec morda samo še to, žensko kolesarstvo se razvija zdaj tudi na teh največjih dirkah, najzahtevnejši vzponi, Angliru, pa letos jih čaka še Mont Ventoux, pa Colle de la Finestre. Kako pomembno je, da tudi kolesarke se preizkusijo in da te najzahtevnejše vzpone vključujejo tudi v njihove dirke, ne samo v moške? Pa mislim da je prijašnjih godina zapravo bilo malo se to čekalo da se curama da prilika da cure mogu puno više nego kaj se možda prije dala priložnost. I to su cure pokazali i ove godine već na Vuelti koliko se to dobro ide, koliko je zanimljivo, koliko mogu napraviti zapravo takvi usponi zanimljivu utrku do samog cilja, jer tak je zapravo i pobjeda na Vuelti bila. Tako da ovo je jako velika stvar za žensko kolesarstvo i skupno mislim da iz godine u godinu kompletno žensko kolesarstvo raste kak i u svijetu, tak i u Sloveniji. Mija Radotič pravi, da zaenkrat vse deluje super, da morajo kolesarke še na ogled, da bodo lahko naredili dobro taktiko za še boljši rezultat. Punce so pripravljene, ampak gredo korak za korakom, čakajo na ta vrhunec na koncu sezone in upajo, da bo uspešen. Zanimivo pa se ji zdi, da je trasa za kronometer enaka kot za cestno dirko. Vsak krog, ki ga bodo tekmovalke prevozili na dirki, bo dobro potem tudi za vožnjo na čas. Puncam ves čas pravi, da morajo imeti visoke cilje, želje in cilje bodo postavljeni tudi kar zadeva reprezentance visoko, potem pa bodo realno ocenili preizkušnjo. Mija pa tudi pravi, da je Urška še enkrat več letos prestavila meje in moramo biti veseli, da je to še ena vesela zgodba slovenskega kolesarstva. Upa, da bo ob koncu sezone na domačih cestah pokazala, kar ima v sebi, ostalim kolesarkam je lahko vzor. Imajo odprto pot, podporo Kolesarske zveze in na njih je, da ujamejo Urško. Kolesarke so že lani čakali, da dobijo več priložnosti. Letos so že na Vuelti dokazali, da se lahko spopadajo z najtežjimi vzponi in da lahko naredijo dirko zanimivo vse do cilja. To bo pomembna stvar za žensko kolesarstvo, ki raste tako po svetu kot tudi v Sloveniji. Luka, glede tega, ravno ko sem rekel, ko smo slišali, da je trasa, ta zadnji, zaključni krog na cestni dirki enaka kot v vožnji na čas, da je to redko, ampak zanimivo bo nekako zastonski ogledi trase že tam. Kako pomembno je to za tiste, ki gredo na kronometer? V bistvu niti ne toliko, ker v bistvu za kronometer imaš ti dosti časa, da se pripraviš čisto specialno
za ta dogodek, kajti imamo dneve, kjer je organiziran trening, zaprte ceste, probaš kronometer kolo, tako da vemo, kronometer kolo se veliko drugače obnaša od navadnega, tako da tudi sam klanc bo veliko drugačen, kot če greš ti z navadnim tekmovalnim kolesom na klanc. Bo pa, če ne drugega, saj za kronometriste, da jim da neko idejo, kako taktično speljati krog, kako se razporediti moči. In pa potem naslednji dan sem videl, v ponedeljek je tudi uraden kronometer trening, kjer bodo sprobali material in bodo videli, predvsem spust bo zanimiv s kronometer kolesom, tam mimo postaje za gondolo in šikana mal nižji dol, kjer greš proti Cerkljam. Hitrosti bodo tam zelo, zelo visoke in to bo zanimivo gledati. In samo 22 km. Samo še, če vskočim, ni pa trasa takšna, da bi se kdorkoli odločil za kakšne menjave, ker bi bilo treba prevečkrat. To sem tudi sam študiral, če 2 km dost, ampak ja, če dvakrat menjaš, to je dvakrat po 10 sekund, s tem, da ti še vzame ritem, 20 sekund pa vemo, da ne zgubiš v 5 minutah ali pa 5 pa pol, če samo menjaš kolesa. Se verjetno to izplača samo takrat, ko je ena menjava in ko je samo klanc navzgor, pa še takrat mora biti kjer dovolj končaš, se pravi, ena menjava, to je najbolj pomemben. Za vsako menjavo gre čas in ritem ti vzame in mislim, da ne. Koliko sekund počasneje pa prevoziš s kronometrskim kolesom 2-kilometrski klanec? Prav to imajo siguran kronometristi izračunan, ampak jaz mislim, da na 2-kilometrski klanc kot je Možjanca manjka 10 sekund. Naslednja preizkušnja na Giro d'Italia bo kronometer, edini na letošnji dirki. Trenutno pa v prvem tednu v zelo dobrem položaju Jonas Vingegaard, 2 etapni zmagi zanj, ta zadnja je bila tudi njegova 50. v karieri. Igor, poudarki Gira, prvih 9 etap letošnje dirke po Italiji. Ja, Jonas je na 2 gorskih zaključkih pokazal in vzpostavil svojo avtoriteto. Mislim, da ne bo nobenih težav, da bo dobil letošnji Giro. Po drugi strani tudi ni tako prepričljiv, da bi nas kaj skrbelo pred julijskim Tour de Franceom. Skratka, v tej konkurenci na Giru bo Jonas, kot kaže, celo lažje, kot sem pričakoval, zmagal. Zaenkrat poudarki prvega tedna oziroma prvih 9 etap odlično je oddirkal Avstrijec Felix Gall in mogoče je zdaj njegov prvi izzivalec na tem Giru, ker sem pred začetkom Gira vendarle mislil, da bo glavni izziv prišel iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, ampak v tej ekipi imajo nek razkol med 2 kapetanoma, kar mislim, da odvzame hitrost in poruši moralo v ekipi. Poleg tega naj bi Giulio Pellizzari tudi staknil nek virus, ki mu bo odvzel ali pa mu je že odvzel nekaj sekund na tem Giru. Moramo pa tudi izpostaviti odlično dirkanje Portugalca Afonsa Eulalija, ki je še naprej v rožnati majici. Nisem vedel, da je ta kolesar Bahrajna tako dober, da bi lahko toliko časa držal in mogoče, če bo res dober, bo zadržal majico tudi še po kronometru in potem v naslednjih dneh. Ampak Giro je še dolg, dobesedno lahko rečemo, da se sploh še ni začel. In Jonas ima še veliko terena, da pride v tisto vodstvo. Trenutno mislim, da je celo vesel, da ni v vodilnem položaju. Še eno stvar pa moramo izpostaviti, tudi tisti padci na kaotičnem bolgarskem začetku. Predvsem ekipa UAE Emiratov se je kar zdesetkala in ne vem, če se bodo vsi Pogačarjevi pomočniki sestavili do julija, tako da kakšen od teh, ki je bil mišljen, ne bo mogel biti zraven. Mislim, da predvsem Mark Solerne, da bo pa Adam Jejc zraven že do julija, tako da vsaj ne bo prevelike smole za slovenskega šampiona na osrednji dirki sezone, ko govorimo o pomočnikih, ker vemo, da
seveda nikakor ni vseeno, kdo je zraven. Super si navrgal zdaj nekaj tem za to, da bi lahko odprl debato. Jonas, Red Bull, mnogi kapetani, UAE težave in Eulalijo. Pa začnimo pri Jonasu, najprej mu prisluhnimo, kaj je danes povedal po prvem tednu. We are where we wanted to be, obviously. I'm in a good situation at the moment for GC, and so far everything is looking good for us, and we are happy where we are. Ja, Jonas pravi, da je po 9 etapah tam, kjer so si želeli v ekipi, to pomeni, da je v dobrem položaju za skupni seštevek, zdaj gre moštvu vse po načrtih in zadovoljni so s trenutnim položajem. Luka, Igor je prej omenil, da dobro dirka, ampak morda ne tako izjemno, kot so morda nekateri tudi pričakovali, predvsem pa Igorjeve besede, torej, da nas ni treba skrbeti pred turom. Se strinjate s tem? Strinjam se, tudi mene je presenetil, da ne dirka tako dobro, kot sem pričakoval. Kajti glede na to, kako sta ga zadnjič lovila in Pellicari in Jay Hindley v končni fazi in pa Felix Gall, ki gre res izjemno ta trenutek. Ponavadi, kadar je Jonas napadel, je bilo konc, je bilo konc in razlika se je samo še večala do cilja. Tukaj pa kar razlika nekako ostaja, oziroma se mu v zadnjih kilometrih zmer malo približajo. Tako da za Julij je mogoče to še bolj za Jonasa. Ne? To pomeni, da ni zdaj top forma, kar bi bilo v bistvu napačno za Julij. Tako da mislim, da preko tega Gira, če je tako zastavljen, bo formo stopneval, še zmer ga bo zmagal, potem pa predahne tisti junij, mogoče malo aktivacije in potem bo lahko stopničko boljši Julija. Tako da s tem se z Igorjem ne strinjam. Je pa zanimiv, predvsem Felix Gall, kako gre, toliko dober še ni dirkal, odkar ga spremljamo. Kaj pa ekipa Red Bull? Torej, zdi se na papirju fantastična. Torej, ob Rogliču, zdaj letos Evenepoel, zraven sta Lipovic in Pellicari se izoblikovala v odlična dirkača za tudi daljše dirke. Je morda preveč dobrih tekmovalcev za eno ekipo, sploh ker nima tako izrazitega prvega moža, kot je Tadej Pogačar, in tam se ve, vsi bomo njemu podrejeni zaradi tega, ker nismo boljši, ampak tukaj pa si predstavljam, da marsikdo misli, da je boljši kot drug. Ne? To je največji problem, da nimajo izrazitega kapetana, ki bi bil boljši kot drugi ostali. In če bi recimo zdaj imel enega Pogačarja v Red Bull Bori, bi bila to nepremagljiva ekipa, ker bi imel take pomočnike, ki lahko sami zmagujejo, kot jo ima tudi v UAE-ju, ampak zdaj Bora se isto tako naredila in bi bilo itak kar mal dolg čas zagledati. Glede na to, da pa nimajo Tadeja v ekipi, pa tudi kot sama ekipa, kot vodstvo ekipe, nočeš samo vse na enega staviti, ker pridejo paci, kot smo že omenili Bolgarijo, lahko vse na enega staviš, ga odbije en dan in pol imaš nič. Tako pa grejo po mojem malo z rezervo, zmer na 2 kapetana dirkajo ali pa celo kdaj tudi 3 in upajo, ki se mu navneč zgodil, bo najboljši. Kar ni zmagovita taktika, ampak je pa najbolj varna taktika. Ne. Vemo, tudi Jonasi so lahko marsikaj zgodi in potem se karte dobro premešajo, če imaš ti kar naenkrat 2 kolesarja, ki sta threat. Dva nevarna za skupni seštevek. 2 nevarna za skupni seštevek, morata pa sam še Felix Galla premagati. Ja, res je že dolga tvoja kariera v tujih moštvih. 14 let že razmišljam o angleščini, ker sem skozi s temi Avstralci in pol mi kdaj zmanjka takole pri daljših pogovorih. Pa še avstralska angleščina, ne? Imaš še svoje specifike. Ker prva leta sploh sem mislil, znam angleški, sem za mizo sedel, oni so se smejali, sem se še jaz iz uludnosti, nisem razumel. UAE, paci, mislim, ta padec je bil res, tam, ko so se na stran ceste v to varnostno ograjo zaleteli, te kar hudo je pri srcu. Res brutalen padec in taki paci sem presenečen, da se ne dogajajo večkrat, ker res velikrat gremo v te ovinke z visoko hitrostjo in v takem času, tudi jug Italije, ne moreš vedeti, kaj guma zdrsne, ni šanse, da so jamaš. In kaj enemu zdrsne, toliko blizu zraven vozimo, jih zdrsne 25.
In sama sreča, da se nobenemu ni res kaj hujšega zgodil, če pri 60 na uro v tisto odbojno ograjo, ki ni prav, ki je zelo ostra, prbiješ brez zaščite, so lahko krute posledice. In vedno, kadar so taki skupinski padci, je šport, kot je kolesarstvo, ni fajn za gledati. Si gledal zadnjo etapo dirke po Madžarski slučajno? Sem videl pace. Moj sotekmovalec je šel pod odbojno ograjo in v bistvu čist isti padec, samo da je bila ožja cesta in so bili pač po enega, zato so posamični padci bili, če je bila širša cesta, da bi bili pač v večjih vrstah, bi jih isto se zgodilo, da bi šlo v 20 potlej. Ne, da je dež padal, voda je drla po cesti na spustu in jih je odnašalo. Tudi Yves Lampard, ki je imel že rumeno majico na Turu, je enako padal kot tekmovalec Jake Lule. Potem so pa dobesedno 5 kilometrov pred koncem kroga, ko je bil mišljen še en krog, kar odpovedali zadnji krog, kar je vplivalo na končni razplet dirke. Ne prvič na Madžarskem, da so se odločili za neutralizacijo dirke na koncu. Ne? Kako to komentiraš, ker je pač več različnih možnosti, druga bi bila, da neutralizirajo in da rezultati ne obveljajo, pa bi potem bil drugi skupni zmagovalec. V bistvu odločitev žirije popolnoma vpliva na končni razplet, mogoče pa na dirki po Madžarskem v sezoni to niti ni najbolj pomembno. Ja, sam rezultat res ni najbolj pomemben, je pa pomemben, kakšne poteze vlečeš tudi za ostale organizatorje. Eni vidijo, se da bomo še mi, ampak tukaj je napaka. Jaz mislim, da vedno, kadar je nevarna trasa, kadar vejo, dež ni padal, ko bo padal, bo spolzko, bo hudo, je bolj, da se že vnaprej naredi slabšo odločitev za organizatorja in da se jo drži in da je za vse isto, kakor da se on the go, se pravi sredi po radiju zvezah določa in sporoča, kva se dogaja spredi. Isto se je zgodilo 2024 na Giru, ki so bili na štartu v Livignu, pa niso vedeli, kva zdaj, a bo, a ne bo, in pol so neki štartali na silo, pa so jih pol spet ostavljali in tako. Tako da mislim, da če si v vlogi organizatorja, je to zelo težko, ker moraš pač zadostiti sponzorjem in štartom in ciljem, občinam in tako naprej. Ampak na koncu koncev zdravje kolesarjev je najbolj pomemben in tudi, če greš včasih malo minus, kar se tiče organizatorja, je treba zobe stisniti in narediti uslugo kolesarjem, narediti neko čisto odločitev, en dan prej že, ali pa vsaj na štartu, tako da je za vse isto. Ne bi se mogel bolj strinjati, ker je enaka situacija bila tudi na tisti zadnji Vuelti, ki jo je Roglič dobil, ena vetrovna etapa ob vznožju Pirenejev, pa so tudi med etapo se dogovarjali kolesarji. Roglič je bil takrat tisti patron, ki se je pogovarjal z direktorjem in gledaš prenos in ne veš, kaj se bo zgodilo, in mislim, da niti ta dva, ki sta se pogovarjala, nista vedela, kaj se bo zgodilo. Res ni dobro za prenos in za šport sam, če se to kar na cesti določa. Zdaj, ko smo se pogovarjali o pacih, sem se spomnil prijateljica, ki je sama tudi zelo nadobudna kolesarka, ima to navado, da če kadarkoli pade čelada, tudi recimo z mize, ne vem, pol metra, meter, je rekla, da zaradi mikrofraktur in mehkih zlomov, mehkih pokov, ki jih sploh ne vidiš, to čelado ne želi več uporabljati, ker ni več tako trdna kot sicer. Pri profesionalnih kolesarjih imate enako navado tudi? Ja, po vseh pravilih, če čelada pade na tla, jo mora zamenjati. Nikoli ne veš, kako se ta struktura noter obnaša in vemo, glava je najbolj uredna in jo hočeš obvarovati. Vsaj to varovalo imamo, če ne drugega. Tiste pajkice ti nadajo kaj dosti. Ne prav veliko. Sicer pa jaz recimo čelado s temi trakci si toliko časa jih rabim, da mi ustreza na glav, da če padem, pa da vidim, da čelada ni nič praskana, jo še zmer nosim. Kadar pa je saj majhna praskica, pa se to mena. Ko se to vse je spremenilo, ker včasih so pa na vrhu klancev čelade šele iz avtomobilov dajali gor, na koncu spustov jih pa dajali dol. Pa še tiste hrenovke so imeli včasih, ker niso bile pač še plastične čelade. Še včasih so pa sam kapce gor dajali. Tako. Tiste pa je ravno taka zaščita kot pajkice. Zdaj, ko smo šli v zgodovino, ima
imam eno vprašanje za vaju. Ali se lahko na Giro d'Italia, kjer je Luka naš današnji sogovornik dobil 21. etapo, zmaga v 22. etapi? Za zeleno mizo. A se lahko zmaga v 22. Triki vprašanje. Torej, če je vprašanje, ali je kdaj bila 22. etapa, se mi zdi, da je bila kdaj verjetno v več kot 100-letni zgodovini dirke. Zadev si. Ker sem šel gledati za nazaj, pa sem videl pri Mariju Cipoliniju, da ima enkrat upisano zmago na 22. etapi Gira. In mi nič ni bilo jasno. In potem sem videl, da do leta 1999 so včasih imeli 22 in kakšno leto celo 23 etap. Za tiste Fredneve, da so pokrili. Tako. Ja. Ker verjetno manj ni bilo prostih dni in so bile kar etape in mislim, da takrat, ko je bil prolog, je bila še potem kar prva etapa. Pa še tista varianta je bila, da je bila 4A, 4B etapa, da so imeli kar dve in potem lahko imaš dva zmagovalca etapna v enem. V glavnem Cipollini ima zmagal v 22, Luka pa v 21. Mislim, ni bilo istega leta. Še o Afonso Eulaliju, ki je nepričakovan rožnati po prvem tednu Gira. Prisluhnimo, kako Portugalec razmišlja po tej prvi tretjini dirke. All of your teammates believe in me, all my team, all staff, all directors. He give me more power and for me normally I'm only like a worker man, but now I have my opportunity and this malja is amazing. Afonso Eulalijo je rekel, da ima veliko zaupanja moštvenih kolegov, direktorjev in celotnega moštvenega osebja pri Bahrain Victorious. Meni, da mu to daje dodatno moč na etapah, dodaja pa, da je ponavadi samo garač v moštvu, tokrat pa je dobil zelo lepo priložnost, drugačno kot sicer, in ta majica, ta rožnata majica vodilnika na Giru se mu zdi izjemna. Presenečenje za širšo kolesarsko javnost, kaj pa za ožjo, Luka? Vedno je tako, da v teh prvih tednih, kadar ni izrazito dolgih klancev že v prvih etapah, da bi se ta generalni red razvrstitve naredil, pridejo tekmovalci iz, bi rekel, iz druge vrste v svojo priložnost in tako se je tudi z Alfonsom naredilo. Enkrat ujamaš dober beg, si pridobiš nekaj dobrega časovnega dodatka in potem si v majici in jaz sem videl, Eulalijo ni samo pomočnik, je zelo dober kolesar tudi na klance in vemo, kadar ti dobiš pikčasto majico ali pa rumeno ali pa rdečo, da dobiš dodatno moč in tistih 6 minut pa pol, mislim, da je imel največ prednosti pred Jonasom, sem si mislil, da bo lahko kar dolgo obdržal, celo do zadnjega tedna, ampak bomo videli. Se pa vseeno kar hitro, 2 minuti in 24 sekund in jutrišnji kronometer je dolg 42 km, kar pomeni 3 sekunde na kilometer, mu pa verjetno Jonas ne bo mogel dati. To sta pa že dva različna svetova. Najbolj je tudi to, zato, kadar te, bi rekel, ne najbolj vodilne ekipe, kakor so UAE, Jumbo in pa zdaj tudi Red Bull Bora, da niso samo oni v spredju. Ostale ekipe pridejo tako do neke sponzorskega pediastala, kamere spremljajo in tako naprej. In od tega tudi v bistvu ekipe dobijo dosti velike budžete, glede na to, kako vemo, kakšen sistem je v kolesarstvu, da so v bistvu v nemilosti sponzorjev, ne dobimo nobene delitve iz TV pravic in tako naprej. Tako da to je vse dobrodošlo za obstoj kolesarskih ekip. 18 jih rabimo na največji ravni in hvala Bogu. Še eno vprašanje, ki sem ga privrčeval za konec. Prej sem se spomnil, ko ste omenili Škofja Loka, poslovne tudi zadeve, ki jih imate tam. Kaj po karieri? A je takšna stvar, ki je v Škofji Loki dovolj, ali bi na recepciji hotela ali bi ostali v kolesarstvu? Ker sploh za športne direktorje
so izkušnje pomembne, ampak pomembno tudi, kako ubesedite svoje misli. In mislim, da poslušalci že dolgo časa vedo, tisti, ki pa ne, so pa lahko danes spet slišali, da vam to gre zelo dobro od rok. Bi torej ostali v kolesarskem svetu morda v vlogi športnega direktorja? Ko sem začel s profesionalizmom 2013, sem bil na prvih pripravah v Španiji in se spomnim, da sem sam pri sebi si rekel, če kdaj neham kolesart, je pa zadnja stvar, da bi bil športni direktor. Takrat sem imel še tako malo domotožja in to, ker sem šel vedno od doma, ne, in sem si rekel, kot športni direktor pa res bedno, ne, tam si v avtu, neke sestanke moraš voditi in tako naprej, to ne bi imel nikoli. Do zadnjih, ko pa vem, nekih 6 let nazaj, ker začneš razmišljati, zdaj imam pa res že dolgo zgodovino nekih izkušenj. Na vseh dirkah sem bil, kar jih obstaja, na enih sem bil po 10-krat, se pravi v Meževjem, in zadnja leta se mi je začel dogajati, ker smo imeli sestank športnemu direktorjem, predvsem s kakšnemu, ker ni toliko vešč tiste dirke, sem ga tako malo poslušal in pol sem kar hiter jaz prevzel vajeti tistega sestanka, ker iz izkušenj sem točen vedel, kle bo tako, kle moraš biti na tej poziciji, kle brez veze energijo zapravljati, ker se je še 3-krat premešal do te točke, kjer moramo biti spredi. In sem kar zadnja leta malo vodil te sestanke in potem sem si rekel, ja, v bistvu, zdaj, če kar neham kolesart in ne grem in nisem več v stiku s kolesarstvom, je res malo škoda vsega tega, da sam pri sebi držim in doma na kavču gledam televizor in sem pameten, ne, zakva se te že trošijo na veter, če je brez veze, da je že ful prehiter. In potem sem začel razmišljati, da mogoče pa je ne samo moja obveznost, ampak bolj želja, da te izkušnje delim med mlade kolesarje, ker če se damo kožo 14 let nazaj, tisti kolesar, tisti športni direktor, ki je bil včasih kolesar, je veliko bolj znal dati plan, pa neke izkušnje in veliko bolj smo mu tudi zaupali, ne. Kakor enemu, ki je prišel iz šole, pa je bil prej malo v plavanju, pa je zdaj rekel, zdaj bom pa jaz, ker takrat so bile glih te tranzicije, kao vsi tisti v zgodovini, ki so imeli neke doping povezave in to, ki se je kolesarstvo čistil in so kar neke ekipe začele x ljudi noter dajati v kolesarski svet, ker nikoli niso bili na hudi dirki, razen na rekreacijski in je bilo tako malo smešano, ne. In takrat si točen vedel, ta ve, o čem govori, ta pa v bistvu igra, pa govori tiste stvari, ki misli, da jih mi moramo slišati, ma jih dejansko ne. Še večkrat pa naredijo napako direktorji, ne vem, mi pridemo s celo šprintersko ekipo na dirko in potem je ta pa res sam za preživeti. Klanci in nimaš kaj drugega, ki pridete v časovnem limitu. In takrat kakšni delajo sestanke, sam zato, da lahko rečem, smo imeli sestank, kljukca, nadrejeni, če me je vprašala, sem naredil sestank, smo, ampak to so dni, kjer ti spočiješ šprinterje, ne? Tudi mentalno. In takrat jim moraš sam reči, fantje, ni diaprojekcije danes, preživite, pa da si pomagate in da pridete v časovnem limitu. Čim več, da prišparate. A pa ste si že morda tlakovali pot, da bi bili po karieri že v kakšnem, vas je kdo že nagovarjal, ste se že dogovarjali? Ja, malo se dogovarjam, zdaj sem se že začel malo lani dogovarjati, so ene 3 opcije in zdaj, ko bo konec Gira, moram vzpostaviti kontakt nazaj s temi ljudmi in nekako narediti točen plan, kako bo 2027 potekal tudi zame. Je pa potrebna ena licenca, ne? Mislim, da jo dela trenutno Evgenija Bujak ali pa že naredila, ona ima enake želje. Ja, v Švico moraš iti, mislim, da je nekih 3 dni tečaj in pa neki spit, ampak tudi pravi, da prvi let kot športni direktor, predvsem če si bil prej kolesar, narabiš in v tistem letu pol narediš licenco. Tako da meni se naumodil že letos to delati. Če narediš v 3 dneh, sicer pa to znanje, ki ste ga ravno kar razkrili, tega se ne da dobiti v 3 dneh. Sem pa govoril z Borutom Božičem recimo glede tega izpita za to licenco in je rekel, ja, dejansko, ker si ti enkrat v avtu, poleg tega, da imaš ti taktiko tam, so svoje pravila tudi v konvoju vozil. In to pa mi nimamo pojma, kaj se dogaja. Tako da je res fajn, da imaš ti čim hitrej ta izpit, to izobraževanje narejeno. Mimo grede, koliko imate kilometrov na leto na kolesu, koliko pa v avtu?
Ja, ne vem, na kolesu jih je okrog 25-27 tisoč. V avtu pa zdaj, če jaz vozim ali če me drugi vozijo. Ne, če vi vozite, ker to je nabiranje. Manj, siguren manj, kot na kolesu. Neverjetno. Ja. 27 tisoč. 17x17 recimo, ne damo zdaj. Ja, Nisem še zračunal. na hitro približno 250. Še več. 500. Ja. Luka Mezgec, hvala lepa, da ste si znova vzeli čas za naš podcast. Super se je z vami pogovarjati. Veliko sreče v tej sezoni, zadnji, in veliko sreče tudi vnaprej v naslednjih novih izzivih, ki jih bo takrat kolesarstvo ponudilo. Igor, hvala tudi tebi, hvala pa tudi vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, da ste bili tudi tokrat z nami v podcastu Tour 202. Uživajte, se slišimo. Tour 202.